Izbris se je zgodil leta 1992 pod Demosovo vlado, v kateri so sodelovali Lojze Peterle, Igor Bavčar, današnji predsednik Janez Janša in kot svetovalec gospoda Bavčarja tudi Vinko Gorenak. To so osebe, ki objektivno nosijo odgovornost za trpljenje izbrisanih in za finančne posledice, ki so nastale. Ker predsednik Janez Janša trdi, da tega denarja v proračunu ni, predlagamo, da odgovorni Lojze Peterle, Igor Bavčar, Janez Janša ter Vinko Gorenak pristojne odškodnine plačajo iz lastnega žepa. Zato smo v podmladku stranke Pozitivna Slovenije, prihodnost Slovenije izpolnili položnice, na katerih so imena upravičencev do odškodnin in imena tistih, ki so odgovorni, da je do teh finančnih posledic Republiki Sloveniji prišlo. Med njimi je tudi predsednik vlade Janez Janša, ki zanika in se 20 let trudi, da do poravnave teh krivic ne bi prišlo.